Dragi prisoten, dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, še enog vas vse pozdravljam v imeni gorstanjenoga Jezuša Kristuša. In za voljo njega je ta sigurnost, kamo se i nog znova vidjeli. Za voljo njega imamo to sigurnost. On je to spravo vsakome, štere njeme vrče. On je to spravo vsakome tistome, štere to sprimle in te v toj sigurnosti, v njegovoj prisotnosti živej. Že nekaj časa gledamo z različnih zornih kotov v Biblijo, v Božjo besedo in opazujemo osebe, štere so se osebno srečale z Jezušom, koliko je to srečanje vplivalo na njih, na njova življenja. Gledamo, ko se je zgodilo v njuvi življenja, kako so po tom srečanju te nadaljevale svojo življenjsko pot. In dragi moji, iz vseh teh primerov, biblijskih primerov, tudi mi moramo za svoja osebna življenja potegnete tiste prave zaključke, tiste prave odločitve, kamo mi to delale ali pa to nemo delale. Do zdaj smo videli, kako se je ništrning korenito spremenilo življenje na boljše za voljo toga, kar so dovolili, kar je Duh Sveti v njuvi življenja napravo tisto pravo reformacijo, od čtere smo tu v nedelu poslušali od brata Samuela. Napravo je potrebnost spremembo, kar se je v človekovom življenju teleko videl, tej Božji poseg. Znate, da Bog posegne, to se ti vidi. To se opazi, to se čuti, ali si ti osebno že to doživel. Je Bog že reformiral tvoje življenje, tvoje srce, ali mogoče noček mu pito, je Gnez reformiral tvoje srce, tvoje življenje. Si dovolil, ka napravi tisto pravo spremembo. Znate, to je največji Božji blagoslov. Nedelu smo čuli, kako je to funkcioniralo v življenje Martina Lutra in pa tudi ostalih reformatorov. Ali tudi tebe boli v tvojoj notranjosti, si zaskrbljeni za voljo duhovnega stanja v osebno življenje in pa mogoče tudi širše. Bog želi napraviti reformacijo v tvojom življenju. Dovoljenje me. Pozovi ga, spremlji to roko, štera je bila pribita na križ. Znate, to je najboljše vodilo za človekovo življenje. Ko ti iščeš v svojem življenju? Iščeš eno novo reformacijo? Sporočilo angelov ženam, da so prišle v grob, iskat Jezuša, je bilo, ko iščete živoga med mrtvimi. To je bilo sporočilo. Koma tebe vodijo poti tvojega življenja. Jezuša je njegova pot vodila na križ. Njegova življenjska pot ga je vodila na križ. Popevali smo od njegovih rok, štere so bile pribite na križ. Zakaj? Ko prinaša križ? Kakša je moč križa? V Janeze 18. ali 9. veršu imamo odgovor na to pitanje. Bar gledajte, kot tu Jezus sam pravi. Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil. Dragi moji, zakaj? Za voljo križa. Za voljo toga, kaj je Jezus šel na križ. Brez žrtve na križi bi bili mi vsi izgubljeni. Vsi, čista vsaki človek bi brez Jezušove žrtve na križi bil izgubljeni. Ali, dragi moji, zavedajmo se toga, kad samo smrt Jezušova smrt samo ne bi bila zadosta, potreben je bil križ za moje in tvoje odrešenje. Križ prinaša dokončno zmago. Križ prinaša to, kar smo mi lahko
več kot samo zmagovalci, zato ker ne ide se samo za življenje na toj zemlji, pač pa ide se za večnost. Za volo križa imamo zasigurano našo večnost v Božoj prisotnosti. In križ je mesto, kde má vsaký človek dostop. Má prosti dostop. Pod krížom je mesto za vsakoga človeka. Je prázdno mesto, ko maleko pride čista sake. Pod krížom. Na kríži je smrt zgibila svojo moč. Zavolo toga, ka obstaja večno življenje. Obstaja večno življenje v slave vsem tistim, štiri so vrvali to medele in sprejeli kríž za svoje življenje. Pod Jezušovim krížom se vsikdar najde mesto, ko maleko pridem, geleko odložim svoje bremena, svoje skrbi, svoje navole, probleme, svoje betege. Še eno sporočilo angelov je bilo, kaj iščete živega med mrtvimi. Dragi poslušalec, Jezus je živ. Jezus je živ. Križ je prazen, grob je prazen, ali moje življenje je izpolnjeno z njegovim življenjem. Aleluja! To je ta vesela novica križa, zavolo toga, ka Jezuša njega na križi, niti v grobe, leko on živi tu v mojem, v tvojom življenju. Pogledamo še naprej v Božjo besedo, v srečanje dveh oseb z gorstanjenim Jezušom, z živim Jezušom. Pravzaprav je to bilo eno kratko potovanje dveh oseb z Jezušom takoj po njegovom stajenju. Leko o Božje besede, o branje Božje besede stanemo gor in preštejmo v Lukačevem evangeliji od 13. pa do 15. vrstice Božjo drago sveto reč. Tu to piše: in glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev uddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala. In eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki? Je rekel Jezus. Dejala sta: kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jima je rekel: o, nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Teda je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je pisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se je že nagnil. In stopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh,
blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala polomljeno kruha. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo drago svetu reč. Hvala je Tebe za to sporočilo Evangelija. Hvala je Tebe za to sporočilo, kad si Ti za istino žive in se prikazal tema dvema človekoma. In hvala je Tebe, Gospod sveti, hvala je Tebi, Jezus dragi, kad si se prikazal razodenuti nam in pomorenom, kad te za istino sprejemamo vsakom trenutku, kad Ti dovolimo, kad Ti prebivaš v naše življenje, kad Ti dovolimo, kad nas Ti včiš, kad nam Ti razodevaš Tvojo volov in pomorenom, kad za istino Ti Tvojo volov izpunimo. Kad idemo nazaj ta, Gospod dragi, gdje si se Ti srečal z nome in kad idemo nazaj ta, gdje Ti želeš, kad mi bodemo. Blagosloveno Tvojo drago svetu reč, da nam jo razumete in živete po njej. Amen. Amen. Leko se dosedete. Ta pot v Emaus je zapisana samo v dveh evangelijah, v Marke in pa v Lukači. Marko je tej dogodek odpisal samo v dveh vrsticah. Marko 16, 12 do 13. Leko doma preštejte. Samo dve vrstice sta v Markovom evangeliji zapisane od toga dogodka. Ali evangelist Luka je tome dogodke posvetil dosta več pozornosti. 23 veršov. In da sem pozorno bral tej odlomek, sem pravzaprav zarazmo, kad nam tu evangelist Luka ne piše samo od tega dva učenca, ne piše samo od njivaj, pač pa nam želej razodeniti nekaj več. Tej tekst ima dosta globšo spomino za mene osebno, za tebe osebno in pa za nas kot cerkev. In zanimivi so ključne trenutke, štiri so se zgodile na toj poti. Malo bomo jih poglednili, ne bomo šli fejst globko v te detajle, ali bomo poglednili poudarke v toj Božoj dragoj svetoj reči. Dragi moje, če se mi zavedamo ali ne, mi vsi smo popotnike, štiri odemo vsake svojo pot na toj zemlji. Dostakrat so naše poti predvsej naporne in pa utrujujoče. Moramo se soočati z različnimi stvarami. To leko posebej doživljamo tudi v tom času, da nas jedan malenčki virus ogroža na vsakom milimetru našega potovanja na toj zemlji. Je tako? Na vsakom milimetru, kad tako povejmo, nas ogroža. In teva dva potnika sta bila na poti, štera je bila po izračunih dolga približno 11 kilometrov. Šlo sta z nekšnim namenom, ali s kakšnim namenom, no tu Luka ne opisuje. On nam ne dava razloga, zakaj sta teva dva potnika gli v toj situaciji šlo z Jeruzalema v Emaus. Ali, znate, Luka je bil zelo, zelo natančen pri opisovanju dogodkov, za ko imamo tudi potrditev čisto na začetke Evangelija. V prvom ali treći veršu piše to, kad sam natančno se preiskal. Sir William Ramsay, eden največji arheologov vseh časov, je pravo tak. Pravo je, kaj je Luka zgodovinar najvišjega razreda in kaj ga moramo postaviti ob bok največjim svetovnim zgodovinarom.
Luka je torej natančno preveril in pa zapisal dogajanje na toj poti, ka bi mi dnes leko iz toga potegnili duhovni nauk za svoja osebna življenja. Toliko te stvari, které so tu opisane, pomenijo za nas. In kot prvo, nekaj časa sta teva dva potnika potovala sameva. Brez vsakoga spremstva. In to nam kaže tu, ko smo mi brez Jezuša na poti življenja same. In ta pot ti ne vodi k dobrome zaključke. In ko sta teva dva delala na toj poti? Odkoj sta se pogučavala? Od aktualne teme tistega časa. Od aktualnega dogodka, od toga, ko se je v tistom času dogajalo v Jeruzaleme. Dragi moji, tu mi, da smo v družbi, pa če te vrvali ali ne, gelte, tu mi se največkrat pogučavamo o aktualnih dogodkah. In ko je dnes aktualna tema naših pogovorov? COVID. Pa če ščejmo ali ne? Sigdar nikak pride na to aktualno temo, razpravljamo in pa komentiramo dogodke. In, dragi moji, eno važno pitanje, kakša je tvoja razprava glede te aktualne teme? Ali delamo tako, kot Luka, ka natančno poizvemo, ka natančno preverimo, ko se je dogajalo, kako se je dogajalo, zakaj tako, ali pa podširimo to, ko gre mimo grede čujemo. Dobro je sigdar preveriti stvari in to preverjeno novico date dole. In cerkev v tom trenutku ima eno dosta večjo nalogo, ko pa razpravljate samo o enoj aktualnoj temi, štera se dnes v tom trenutku pojavlja. In to je že naslednja točka, štero bi rad povdaril v tom jutri za vse nas. Tema potnikoma se je med potovanjem pridružil eden tujec, eden človek, šteroga sta nej poznala. Šteroga sta njiva nej poznala, nej sta znala, što to gej. In ko sta njiva najprej toga potnika pitala, do njiva je pito, o kom se biva pogovarjata, o kom razpravljata. Pa ti si edini, ka to ne veš? Pa gdje živiš? Gdje ti živiš? Pa ti si malo smešen siš, ka to ti ne veš. Pa vsi to znajo, vsi od toga gočijo, vsi so, celi kraj je pun toga, ko se je zdaj zgodilo. Gelte, to se ena stvar zgodi. Pa če je to dobra ali pa sloba, prlej sloba, od toga vsi znajo vse. In se to hitro dole širi. Da se srečamo na poti z neznancem, gelte, kad njime najprej povejmo aktualno temo toga časa. Ali v tom razgovore je nekaj posebnoga. V tom razgovore je ena posebna stvar, štera nas mora spodbuditi, kad mi to delamo, kad mi tom reagiramo. Še enako, od koj sta teva dva potnika provla tome tujce? Odkoj sta tome tujce gočala njiva? Na glas. Ne je bil toliko važen tisti dogodek križanja. Poč pa teva dva potnika sta tome tujce gočala od Jezuša. Gočala sta njime od Jezuša. Provla sta njime, ko sta se njiva predstavljala, ko so se oni predstavljali se od Jezuša in ko se je vse zgodilo z njim. Resem, to je bila aktualna tema te tistega časa in za mene in tebe, dragi brat, draga sestra, mora to biti sigdar aktualna tema.
ka tistim, šterimi potujemo po toj zemlji, šterimi potujemo na našoj življenjskoj poti, ka njim učimo od Jezuša. Ka njim povejmo to veselo novico, ka njim povejmo to, ko je Jezuš včinil. In ka njim povejmo to novico, da je Jezus živ. Je ne mrov. Mrov je, ja, je mrov, ali je ne ostal v grobe, pač pa je živ in živi za to, da bi tu kes in ti leko večno živela. Vprašanje, kako ges, kako ti opravljam to nalogo. Kako mene v tom čase to uspeva. In ko se tiče tega dva potnika, njiva sta čase ne znala, što je pravzaprav njivajne sopotnik, što njivaj spremlja na toj poti, što je tiste, štere se njima je pridružil na potovanje, po šterom sta šlo. In, dragi moji, ali se mi zavedamo vsakom trenutku našega življenja, ka nas Jezus vedno spremlja? Se zavedamo toga? Znate, če imamo to zavedanje, jaz mislim, ka bi marsištero stvar činili noček. Če bi se vedno zavedali, ka je Jezus vse posede prisoten z nami, kjerkoli se nahajamo. Marsištero stvar bi verjetno včinili noček. In gledajte, kakšen je način Jezušovega delovanja. Ko on pravzaprav razodeva človeke, ko njem bi pravzaprav on želej dati, tema dvema potnikoma je med potjov začel razlagati pisma, začel razlagati Božjo besedo, začel njima je gučati to, ko je pravzaprav bila Jezušova naloga. In ko se je moglo spuniti, dragi moji, to je tudi moja in tvoja naloga, ka Božjo besedo širimo. Ne svoje stvari, pač pa Božjo besedo. In znate, to potovanje teh treh oseb je na tej način bilo v eno prijetno vzdušje. Tega človeka sta bila vsa navdušeneva, pa zajmiva razmiva te stvari. Zajnom je tu eden učitelj, šteri nama to razlaga, kako bolje podrobno znava, za koj se pravzaprav ide, za koj se je pravzaprav šlo. Ali najnovk se ta dobra, ta prijetna atmosfera, tako če bi se stavila, se želej prekiniti. Tej njivajni sopotnik, šteri je takši prijeten sogovornik bil, tej njivajni sopotnik, najnovk več nešče iti z njima. Nešče več iti z njima. In tej sopotnik želej nadaljevati pot sam naprej. Njiva še pestite tuj sameva. In tega dva učenca, ka to povem, sta napravila eno zanimivo stvar. Prisilila sta toga njivajnoga sopotnika, noj ide z njima, noj ostane z njima, noj ne ide sam dole naprej, pač pa noj bo v Küper z njima. In, dragi moji, na našoj poti, v Küper z našimi sopotnikami, se tu dogajajo trenutke, doščejo ene nadaljevati pot same naprej. In to vidimo na vseh področjih življenja. To vidimo v zakone, to vidimo v družine, to vidimo v cerkvi, na vseh področjih življenja to vidimo. In najbolj žalostno je, da treba nekakoga, ko to povem, prisiljavati, ko noj ne ide sam po svoji poti. In znate, najbolj veselo pa je, da človek sprevide, koma vode tista pot, štero gešte in sam ide, brez Jezušovega spremstva. In kako mi reagiramo na to? Kako mi na to reagiramo, da še nekako ide sam dole po svoji poti? Smo rode, ka se teh naših sopotnikov znebimo,
idi ti samo po svojoj poti, Bog še ga te ne da, gremo sam bole, da me bole udobno, mo bole fraj. Ali pa jih povabimo na skupno večerjo. Kako ti reagiraš v tvojem življenju? Je sopotnik, pa mogoče človek, s katerim si se samo slučajno srečal, je dobrodošel pri tebe? Je dobrodošel, kad to povem, v tvojem dome? Ga povabiš na skupno večerjo? Ali pa želiš, ide ti samo, gnjajme, gremo že sam se tu iznojšel. In njiva dva sta včinila to drugo. Ne samo, kad sta Jezuša povabila, poč pa sta ga celo prisilila, noj ostane z njima. In gledajte, Jezus je to povabilo sprijel. Jezus je to sprijel. Jezus je to povabilo radostno sprijel. Ne je več dole šel, poč pa je šel z njima ta, koma sta ga povabila. Dragi moji, to je ta ohrabritev, ohrabrilno sporočilo. Jezus želi biti z mjov v vsakoj situaciji našega življenja. Jezus želi biti z nami. Jezus želi vkuper z nami večerjati. On se zelo, zelo dobro počujte v družbi ljudi, gdje je on dobrodošel. In zdaj, če bi gledali v vse 4 evangelije, bi videli, koliko takšnih srečanj z Jezusom je prineslo čudovite rezultate. Tam, gdje je Jezus bil dobrodošel, gdje so bila ta druženja, tako povedano z Jezusom, prisrčna, iskrena, odpreta, odkrita. In v razodetje v 3. tale, v 20. veršu še je to zapisano. Glej, stojim pred vrati in trkam. Stojim pred vrati in trkam. Jezus stoji pred vrati in trka. Čuješ njegov glas? Čuješ zdaj to jutro njegov glas? Če kdo sliši moj glas, čujte je ne samo zadosta, poč pa se tu nadaljuje. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Bom vstopil. To je njegova odločitev. On da vstopil samo ta, ki je dobrodošel. Da vstopil samo ta, ki se njime vrata srca odprejo. Znate, tom te pride do te večerje. Ne samo, kad bi imeli kakšen mali piknik, pa zdaj nam je fajn, boč pa večerja. In če bi večerjo tistega časa, da je to bilo opisano, primerjale z dnešnim časom, bi videli veliko razliko. Tistega časa je večerja bila eden dogodek. Je bila ena slavnost. To kot poročna gostija. To se ne samo gelo, ne, poč pa večerja je pomenila tu prijateljski odnos, tu razgovor eden za drugim, tu pogovor, medsebojno druženje. Znate, v tom druženje se leko marsištera rona tu zaceli. V tom druženje se leko marsištere nejdober odnos poprave. Se leko marsikoj zgodi, tako se ovak ne bi moglo zgoditi. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Kome odpreš vrata svojega doma? Da pride kakšen tujec, ga časi pestite notro v kućo? Mislim, ka ne. Zavolo toga, kaj je dosta tisti najdobrih izkušenj, štere te tujce izkoristijo in marsikoj se je že takšno zgodilo tu med nami. Tu med nami, kad so tujce izkoristili tisto gostoljubnost, tako povedano gostoljubnost človeka in napravili to, ko je najdobro. Kome odpiraš vrata svojega doma? Što je dobrodošel pri tebe? Tiste, šteroga rod vidiš, tvoj prijatelj,
dobronameren človek. Ja, tisti je dobrodošel. In še eno pitanje, ali je Jezus dobrodošel v tvojom življenju? Vsaki dan, vsaki trenutek. Ali se ob vsakoj tvojoj reakciji pitaš, bi Jezus tudi tako včinil? Bi on tudi tako reagiral? In na koncu toga dogodka vkuper večerjajo. Vkuper večerjajo teva dva človeka, štereva sta potovala in pa tej njivajni spremljevalec. In dragi moji, tu se pokaže ta vsa veličina toga njivajnoga sopotnika. Naj samo, kaj je vkuper z njima. Naj samo, kaj je vkuper z njima pri večerji, poč pa je še nekaj več. Tej njivajni spremljevalec je vzel kruh, to potrebno hrano. Je vzel kruh, prelomil ga je in blagoslovil. Dragi moji, da imamo Jezuša ob sebe, da je Jezus naš spremljevalec, da je Jezus naš sopotnik, da nam sigdar on dal, kad to povem, to potrebno hrano, duhovno in pa da se poskrbo tudi za naše telesne potrebe. In ta hrana, ne da samo nika navadnoga, poč pa da to za istino tej pravi Božji blagoslov. Dragi poslušalec, dragi prisoten, Bog te ne želi izkoristiti. Bog je neizkoriščevalec, poč pa te želi blagosloviti. Želi te blagosloviti telesno, duhovno in pa tudi duševno. V tom Jezušovom dejanju, v načine, kako je to včino, sta teva dva potnika spoznala, što je bil tej njivajne skrivne sopotnik. Končno spoznata, što je potoval vkuper z njima. Dragi moji, odpremo svoje duhovne oči, kamo videli, što je naš sopotnik. Tema dvema človekoma so se odprle njivajne duhovne oči in sta spoznala, što njiva je spremljal to celo pot. Spoznala sta Jezuša, gorstonjenoga, živoga Jezuša. In to je ta največja sreča, ko jo lahko človek doživi. V tom čudovitom spoznanje njima ne je bilo težko, kljub teme, kaj je bila noč, njima ne je bilo težko iti nazaj teh 11 kilometrov, iti nazaj v Jeruzalem in sporočiti to veselo vest, kaj je Jezus žive tudi ostalim učencom. Ali ne je to čudovito? Da Jezuša spoznaš osebno, da ga prepoznaš v svojem življenju, idi nazaj. Idi nazaj na to mesto, gdje si ga doživel, na to mesto, gdje si spoznal, što je on. In razglasi to ljudem okoli sebe. Smo tu mi pripravljeni činiti to, kako sta teva dva učenca šla, povedati ljudem o Jezuše. Ko smo se pripravljeni odreči za Boga? Ko smo se pripravljeni odreči za to, kaj bi on bil proslavljen v mojem, v tvojem življenju. Dragi moji, Bog želi blagosloviti tvoje življenje. Dovoljenje me, da to lahko v iskrenosti in v pravi ljubezni včini. In tudi mi bojmo pripravljeni blagosloviti eden drugega na takšen način, kako on želi. Amen. Amen. Stanemo gor v zaključnoj molitvi. Dragi moji, mejmo odprejte naše duhovne oči, kamo videli, da je Jezus naš sopotnik. In mejmo odprejte naše duhovne oči, kamo videli, da se on odmakne. In iščimo vedno znova to njegovo blizino, njegovo prisotnost.
In to date največji blagoslov za vse nas. Nebeški Oče, hvala je Tebe. Kad Ti želejš vsakome človeku najboljše. Ne samo na toj zemlji, poč pa za vso večnost. Nebeški Oče, hvala je Tebe, kad si Ti pripravo to slavnostno večerjo za vse tiste, štere vrđajo in sprejemajo to, ko Ti ponujaš. Jezus, dragi, hvala je Tebe, kad si Ti izgotovo to pomiritev, kad si Ti izgotovo odrešenje za vsakoga človeka, kad je leko osvobojene od greha. In prosim Te, pomagaj nam, kad v svoje življenje izkoristimo to ponujeno priložnost. Pomagaj nam, kad živimo v Tvoje vole in po Tvoje vole na vsakom koraku našega življenja. Pomagaj nam, kad smo odpretoga srca, zato, kad bi videli tudi drugoga poleg sebe, kad bi tudi drugim prinesli Tvojo vest, to radostno vest Evangelija. Pomagaj nam, pomagaj mene, pomagaj vsakome med nami, kad bomo imeli odprete duhovne oči, kad bomo videli, da si Ti prisoten in kad bomo videli, da so naša dejanja povzročila, kad si se mogel odmakniti. Pomagaj nam, kad bomo videli naše prestopke in bomo jih pripoznali pred Tjov. Gospod, dragi, kad je leko Tvoja slava prebivala v nas in da se leko širila. Nebeški Oče, hvala je Tebi za vsakoga brata, za vsako sestro, za vsakoga poslušalca. Hvala je Tebi, kad nas Ti ljubiš s to neizmerno ljubeznostjo. In hvala je Tebe, kad nam s te ljubezni želeš dati to, ko nišče drugi ne mre dati. In nebeški Oče, prosimo Te tudi za tiste, štere trpijo, štere so v betegi, v bolezni, v starosti, v nemočnosti, v osamljenosti. Gospod, raj, dotekni se vsakoga srca, naj čuti Tvojo bližino, naj se zaveda vsake, kad si Ti njegov sopotnik na poti življenja. Nebeški Oče, v imenu Jezuša Kristuša blagoslavljam vse Tvoje služabnike, vsakoga brata, vsako sestro. Gospod, raj, blagoslavljam cerkve, Tvojih iskrenih sledilcev. Gospod, dragi, dotekni se Ti vsakoga življenja, kamo za istino to, ko je Tvoja sveta vola. Amen. Amen.